Ustavnega sodišča, Branko Masleša. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Torej, 3 mesece je bilo ravno pravšnje obdobje, da smo se odločili za obisk sodišč. Letošnji obiski so bili namenjeni predvsem temu, da motivacijsko delujemo. Želeli smo se pogovoriti s kolegi, torej izmenjati poglede, ker jasno so, torej naše pozicije so nekoliko drugačne oziroma kolegi najbolj vedo, torej kako se da izboljšati procese torej na sodiščih prve stopnje. Naš pogled je pa seveda nekoliko bolj sistematičen in nas zadeve zanimajo s sistemskega vidika. Obiskali smo vsa prvostopenjska sodišča, torej splošne pristojnosti in se pogovarjali z vsemi sodniki. Ti pogovori so potekali neobremenjeno, sproščeno, izmenjali smo izkušnje in mislim, da so bili dragoceni za ene in za druge. Seveda, to je samo ena od etap, po kateri hodimo. Štejemo, da moramo biti dosledni, premišljeni in tudi sadovi sedanji so rezultat naporov sodelavcev in seveda tudi vztrajnega dela. Nič ni prišlo od danes na jutri. V sedanjem trenutku opažamo, da je pripad zadev in število nerešenih zadev, da sta taka, da omogočata sodstvu res kakovosten preboj. To je enkratna priložnost, ki jo moramo izkoristiti. Predvsem ne, da bi delali več, ampak da bi delali drugače. Pri tem mislim predvsem na to, da izhajamo iz upravljavskih načel, da je treba zadeve čim prej vzeti v delo, postaviti diagnozo in potem vsaki zadevi posvetiti toliko pozornosti, kolikor ji na njen pomen gre. Seveda imamo pred očmi tudi čvrsto in pošteno procesno in materialno pravno vodenje postopkov strani sodnikov. V tem pogovoru s sodelavci smo skupaj dobili občutek, da je podana oziroma da je ta pripravljenost med sodništvom, torej da bi storili še ta ključni premik, ki bi nam omogočil, torej da bi bilo število zadev obvladljivo in kar bi nam omogočalo kakovostno in učinkovitejše vodenje postopkov. Torej rezultati, ki smo jih dosegli v letošnjih 9 mesecih, govorimo o primerjavi z lanskim letom, nas opogumljajo. Čeprav so bile rešene nekatere res zelo zahtevne zadeve, tako z dejanskega kot tudi z pravnega vidika, se je vendarle izkazalo, da sodstvo obvladuje torej število pomembnejših zadev v letošnjem letu, torej z količnikom 109%, torej 10% več rešimo, kot dobimo. Število nerešenih zadev se je v prvih 9 mesecih zmanjšalo prav tako za skoraj 10%. Tako da letos pričakujemo, lani smo leto zaključili z 118.000 nerešenimi pomembnejšimi zadevami. Letos lahko zremo z optimizmom, ker pričakujemo, da bo še nerešenih zadev okrog 100.000 ali mogoče tudi manj. Pri tem se opiramo tudi na tako imenovani kadrovski vbrizg, ki smo ga dobili v mesecu avgustu v zvezi z zavezo, tako da rezultati dela teh sodelavcev, ki so se zelo dobro znašli oziroma zelo kakovostno delajo, se bodo najbolj poznali v teh
3 mesecih. Čas reševanja zadev se je skrajšal z 7-9 v lanskem letu na 7-4 mesece v septembru letošnjega leta. Dalje tudi gospodarske zadeve, ki so poseben problem, jih sedaj obvladujemo 118,4%, nekatera sodišča tudi krepko več kot 130%. Tako tudi čas reševanja gospodarskih zadev se je skrajšal z 15,5% na 11, oziroma z 15,5 mesecev na 11 mesecev. Prav tako so spodbudni rezultati reševanja pripada pravnih zadev na okrožnih sodiščih in na okrajnih sodiščih, prav tako pa se znižuje drastično tudi torej število nerešenih izvršilnih zadev. Pri teh obiskih smo poudarili, da so glavni cilji oziroma da je med glavnimi cilji je ravno skrajšanje časa od prejema zadeve do začetka njenega reševanja. Tukaj je kar še nekaj rezerve. Prav tako pa opozorili, da je treba zadeve voditi zdržema in koncentrirano, ker pogoji sedaj so. Naš cilj je, da lahko vsaki stranki povemo, pač ko pride svojo vlogo na sodišče, kdaj bo zadeva vzeta v roke in v kolikšnem času bo rešena. Neke prve lastovke so že na okrožnem sodišču in okrajnem sodišču v Mariboru, kjer kolegi zagotavljajo, da bo vsaka zadeva, pravna zadeva, vzeta v roke v času, ki ne bo daljši od 3 mesecev in da bodo sodniki na teh zadevah tudi zdržema delali. Med temi obiski smo tudi poudarjali pomen medsebojne solidarnosti oziroma pomoči. Kot vam je znano, se je koprsko okrožno sodišče znašlo v nezavidljivem položaju in ni bilo nobenih težav animirati kolege na mariborskem okrožnem sodišču oziroma celo v Murski Soboti, deloma pa tudi v Novi Gorici, ki so priskočili na pomoč okrožnemu sodišču v Kopru in to na tak način pač, da prihajajo na sedež v Koper in tam zadeve uspešno razsojajo. Ocenjujemo, da je sedaj res tak trenutek, tukaj imamo tisto prispodobo o Sizifu pred seboj, torej ne želimo se identificirati s Sizifom, ki je, kot veste, tisto nesrečno skalo pririnil do vrha in potem mu je vsakič zdrsnila nazaj, pač z njim se ne želimo identificirati. Smo pa tudi mi to skalo prignali skoraj do vrha in želimo jo sedaj pognati na drugo stran in na ta način doseči učinkovito in uspešno delovanje sodstva. Ne glede na pomanjkanje sredstev, na to smo opozorili, tudi vložili smo alternativni proračun, bomo storili vse, da se pozitivni trendi nadaljujejo. Kolegi so tudi poudarjali oziroma čutiti je bilo, da je popolnoma jasno, da smo tu mi zaradi strank v postopkih oziroma drugih udeležencev, ne pa obratno. Seveda, morali smo opozoriti na pomanjkljiva sredstva v proračunu, ker mi našo zavezo državljanom, ki izhaja iz zavez, ki smo jih postavili že ob otvoritvi sodnega leta, jemljemo resno. Želimo se kar se da približati zastavljenim ciljem. Seveda, zato smo tudi opozorili drugi dve veji oblasti, da pričakujemo tudi od njih, da bodo naše, po mojem, minimalistične zahteve, torej, ki nam bodo omogočale nadaljevanje teh trendov, torej, da bodo svojo
da bodo ta del svoje naloge izpolnili. Seveda naj še enkrat povem, tukaj ni nobene dileme. Mi bomo nadaljevali z skrajnimi napori, torej da bi te trende obdržali. Nujno pa je bilo opozoriti, da vendarle tudi na vlogo drugih, če se ta zadeva ne bi izšla. Ampak jaz sem prepričan, da bomo zastavljene cilje dosegli. Seveda, mogoče še dve besedi o zakonodaji. Torej, pri teh obiskih so kolegi najbolj izpostavljali pomanjkljivost in problematičnost izvršilne zakonodaje. Mi smo to že ob otvoritvi sodnega leta postavili kot eno ključnih prioritet, ki pa je za nas zelo nepredvidljiva, namreč tukaj se ne da zanesljivo načrtovati tako torej kadrovsko podporo in tudi je nemogoče potem izračunati neki splen, ki bi na podlagi tega nastal. Ocenjujemo, da je zakonodaja toliko pomanjkljiva, da bo treba konceptualno, da bi jo kazalo konceptualno postaviti popolnoma drugače. Pri tem imamo v mislih tudi tisti projekt Twinning iz leta 2006, ki ga je pri nas predstavil kolega Borchardt. Tudi sicer ta naš sistem ZIZ-a kot nima podobnega v okolju ali pa v evropski zakonodaji. Seveda, treba je zagotoviti tudi večjo pretočnost sodnikov. Torej, opažamo tisto stvar, ki nam je znana že dolgo časa, to pa je, da na okrajnih sodiščih je sodnikov preveč, na okrožnih sodiščih pa bi rabili nek kadrovski pospešek. Sprememba zakona o sodiščih, ki je to na določen način uredila, je po oceni večine kolegov imperfektna in nosi v sebi neko tveganje, da bi lahko v primeru, če bi predsedniki okrožnih sodišč pač če bi pač premeščali sodnike z okrožnih sodišč, z okrajnih sodišč, torej tiste, ki imajo pogoje za sojenje na okrožnem sodišču, da ta rešitev ni popolnoma čista in zato pričakujemo, da bo vsaj v tem delu zakonodajalec v sodelovanju z nami, pa tudi sodnim svetom, sprejel tako odločitev, ki bo omogočila to večjo pretočnost sodnikov. Z vidika delovanja sistema namreč ni sprejemljivo, da so sodniki tako različno obremenjeni. No in naj končam, torej po naši presoji je sedaj tisti pravi trenutek, ko lahko storimo še tisti zadnji napor in pridemo v stanje, ki je obvladljivo, ko bomo lahko odločali kakovostno in učinkovito oziroma predvsem tudi v razumnem roku. Stranke to od nas utemeljeno pričakujejo in seveda naj povem tudi to, da v letošnjem letu opažamo tudi kar resno reševanje tudi najstarejših zadev, torej sodišča so to vzela, to prioriteto res kot nujno in seveda pa ne kaže se pa slepiti s tem, da v sistemu še ni slabosti, da ni napak. Torej, kdor dela, seveda se mu primerijo tudi napake, mi pa z našim pristopom skušamo sistemsko doseči, da bi jih bilo čim manj. Seveda nas pa na določen način žalosti, čeprav razumemo seveda tak odziv, da se predvsem izpostavljajo te napake. Namreč ne moremo ob tem, ko so se zadeve tako kopičile kar 2 desetletji, seveda ni mogoče postaviti kar ogledala, kjer bi izhajali iz nekega idealnega stanja. To je seveda stanje, proti kateremu oziroma kamor smo usmerjeni, nikakor pa ga še nismo dosegli in tega se zavedamo. Še kar nekaj slabosti je v sistemu
ki jih bomo morali odpraviti. Ampak trendi so spodbudni in da se ne ponavljam, ta trenutek ocenjujemo kot priložnost, ko lahko stvari dokončno tako izboljšamo, da bo tudi delovanje sodstva zaživelo na tak način, kot stranke ali pa tudi javnost od nas pričakuje. Hvala lepa. Smo malo tega možda. Sekretar, imate vi kaj dodati? Smo malo, smo. Morda samo eno. Počakaj, par sekund. Tole prestavljamo. Gotovo reda? Morda samo eno kratko zadevo. Omenjeno so že bila tveganja, ki se tičejo predvsem proračuna in pa zakonodajnih slabosti. Morda bi pa omenili še eno, ki je v veliki meri lahko usodna za delovno sodstvo. Namreč gre za primere množičnih sporov iz naslova sprememb ZUJF-a in pa teh posegov, ki so se v nekaterih primerih izkazali za ne dovolj premišljene in potem prihajajo v spori pred sodišča v res velikem številu, v tako velikem številu, da lahko dejansko ohromijo delo teh sodišč. Sami ste sledili in poročali o primerih, ko se je vlagalo na tisoče ali pa tisoče nekih tožb, izvirajočih iz ene same pravne podlage. Podobno so bile zadeve v zvezi z pokojninami in podobno nam sedaj grozi vprašanje izplačila tretje četrtine plač, kjer govorimo o 80 000 potencialnih sporih oziroma predlogih za izvršbo. Kar nekaj 100 teh predlogov je že vloženih na sodišča in seveda, če vemo, da imajo sodišča trenutno nerešenih izvršilnih zadev 160 000, tu pa bi grozilo 80 000 dodatnih zadev, si lahko približno predstavljamo, za kakšno dodatno obremenitev bi šlo. Tu seveda mi računamo, da bi morali se takšni spori reševati tako, da bi vlada zagotovila neko sistemsko reševanje takšne težave, ker sicer, vkolikor državljani takšnega zagotovila ne dobijo, seveda jim ne preostane drugega, kot da gredo iskat pravico na sodišče. Ampak v takih primerih, ko gre za te množične spore, ki izhajajo iz neke napake v nekem pravnem predpisu, pričakujemo, da bodo ti problemi reševani na ta način, torej preko neke skupne rešitve, ne pa z individualnimi delovnimi spori ali izvršbami. Hvala. Reših zadev, čeprav tukaj moramo seveda biti objektivni, ampak kljub enemu povečanemu naporu je vendarle teh zadev še veliko in ravno tukaj je naša ključna usmeritev, da se sodišča, ki so različno obremenjena, ne morejo sklicevati na to, pač, da ni zadev, da ni dela. Torej, takrat, ko bodo vse te zadeve pospravljene, takrat bo mogoče reči, da ni dela, ampak se bojim, da je ta trenutek še kar oddaljen. Na katerih sodiščih pa je največ težav? Koper ste že omenili, Maribor je na tekočem, tako rekoč, kje pa so še težave? Torej, po naši presoji kakšnih posebnih težav na sodiščih ni. Mogoče so še neke rezerve na okrožnem sodišču v Kranju. V kakšnem smislu? Ja, da bi se lahko, govorimo o okrožju, nekoliko več naredilo. Se pravi, zmanjšali zaostanki ali starejše zadeve? Ne, tudi te zadeve, torej tekoče, torej mislim na celoten obseg dela. Da bi skrajšali čas? Ja. Ja, to je znano, za naslednje leto še 7,5 dodatnih milijonov, potem pa za leto 2015 mislim še 2 milijona. V gradivu je pojasnjeno, kakšen je bil trend nižanja proračuna v zadnjih 3 letih. In kot je že prej tudi omenjeno bilo, zdaj ta sredstva, ki manjkajo, bi bila namenjena izključno za stroške sodnih postopkov. Tu je pa ta korelacija
med stroški sodnih postopkov in materialnimi stroški in številom zadev, ki jih lahko rešiš. Če nimaš dovolj denarja, sodišče se že zdaj soočeno s tem, da jim za določene stvari zmanjka sredstev septembra meseca. Zdaj stala na proračun, ki se navezala, je vlada morda že kaj govorila na zadnje, ko ste dobili navedeni, še ni bilo veliko odgovora. Ja, uradnega odgovora nismo dobili, slišali pa smo, da se bodo zadeve reševale sproti, ko bodo težave nastale. Naj pa povem, da za nas to ni sprejemljivo, ker po zakonu o javnih financah pač lahko načrtujemo toliko obveznosti, torej kolikor imamo kritja, tako da v neko negotovost se ne želimo spuščati, ker pač svoje delovanje jemljemo resno in te hipotetične zadeve za nas niso sprejemljive. Ja, zdaj me sprašujete o zadevi, torej, ki jo mi nismo uspeli preveriti, torej v bistvu tudi te informacije, ki so nam bile na voljo, torej so bile tako konfuzne, da pač nismo mogli v tem kratkem času ugotoviti, zakaj gre. Seveda bomo pa ta odgovor posredovali. Zdaj, baje gre za to, da naj bi tretji, ki so lastniki teh vozil, potem ugovarjali in da so zadeve šle v pravdo. Zdaj, to govorim na podlagi teh vedenj, do katerih sem torej prišel, ko sem razmišljal o stvari, ampak stvari pa jaz še konkretno ne poznam. Ampak verjetno se strinjate z oceno tega medija, da je to pravzaprav nesprejemljivo, da ni mogoče izterjati davčnega dolga toliko časa, ob tem, da je premoženje že zaplenjeno, tu gre za premično, če sodišče 3 leta ni odločilo. Ja, pa tukaj se lahko strinjam z vami, saj se nimam drugega, kot se strinja. Take zadeve bi morale biti prednostne, oziroma tudi so in po zakonu in sodnem redu bi bile prednostne, ker se s to hrambo dela škoda in tukaj nimam kaj drugega, kot se strinja z vami, samo moramo zadeve pa pogledati, oziroma zakaj sploh gre, ker slišimo marsikaj zadnje dni, pa potem recimo so informacije popolnoma nepreverjene, ne govorim za ta primer, ampak za druge, se potem izkaže, da sploh ne držijo. No, še enkrat bom rekel, za nas je seveda ključen ta sistemski pristop, torej, ker ključno je, da zmanjšamo število zadev in potem bo stvar popolnoma obvladljiva in bo mogoče bistveno bolj kakovostno in hitreje odločati. Torej, če smo soočeni z nekim stanjem, kot je bilo leta nazaj, ko je bilo teh zadev enormno veliko, normalno, da tukaj v nekem kvalitetnem delu oziroma v nekem nadzorovanju takih razmer zelo težko govoriti. Bomo pa ta primer preučili, bomo videli, zakaj gre, tudi ugotovili, da gre mogoče za kakšne spet sistemske probleme in seveda bomo potem tudi ustrezno ukrepali, da se zadeve uredijo. Je pa tudi ta konstantna težava z tem, da pogosto se operira z nepreverjenimi podatki, ki potem definirajo in so veliko bolj glasni kot ti podatki, seveda. Nam je pa v interesu identificirati in razrešiti vse težave, še posebej tiste, ki so sistemsko pa objektivno možne. Prosim. Petra Prešeren, TV Slovenija. Mene pa zanima, če so ti dnevniki poročali, da je Vrhovno sodišče odpravilo zamrznitev premoženja Igorja Bavčarja in Kristjana Sušinskega, pa me zanima, v primeru Istrabenstva, me zanima, kako komentirate to v luči učinkovitega sodstva in zakaj se to zgodilo? Vam je znano pač, da odprte zadeve ne moremo komentirati. Te zadeve, torej, kjer je potencialno mogoče, da bi odločali o pravnem sredstvu vloženem zoper take odločbe, predvsem prvo višje, potem mora biti celo Vrhovno sodišče, normalno, da se glede tega ne moremo opredeljevati. Če ni več dodatnih vprašanj, se vam najlepše zahvaljujem za pozornost, če bodo še kakšna dodatna vprašanja.